poslednji in poslednje, to je bodovska specialna epizoda za drugo sezono serije The Last of Us, po slovensko, zadnji med nami, po bodovsko poslednji od nas. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega, se je krajša, aktualna, a vedno prenatalna. Ta epizoda pokriva 4. epizodo serije od ponedeljka, tako da preverite, če niste kakšne od naših prejšnjih seans preskočili. Če ste se zdaj šele lotili serije ali jo pogledali šele pred kratkim, na isti način smo obdelali tudi prvo sezono, vse povezave pa so v opisu epizode. Z vami smo, kot ničkolikokrat, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. In moja malenkost Aljoša Harlamov. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je sveža in še topla in vsa mehka. In zdaj, muzika. Kratka, delamo že četrto epizodo druge sezone, ki se sicer imenuje Day One oziroma prvi dan. Režirala jo je Kate Herron, ki je drugače režirala in producirala prvo sezono serije Loki za Disney+. Scenarij pa, tako kot smo že vajeni, Craig Mazin. In ja, glasba imamo Take On Me od Aha. Mogoče še ena sladkiš, oziroma režiserka Herron se je nekako, bi temu rekli, prištulila v snemanje te serije, ker je bila velika fanica igre, ki jo je igrala med pandemijo, in se potem je nekako posredovala, mislim, da direktorica fotografije je zastavila dobro besedo za njo. Režiserka pa je celo tako daleč šla, da je razmišljala, da bi za prvi Zoom, ko se je pogovarjala z Mazinom glede pač angažmaja, da bi se oblekla v enega od karakterjev, pa si je potem, jaz mislim, da zelo, zelo pametno in smiselno premislila. Tako da, to je to, pa če kakšno stvar bomo pa še potem rekli od teh cukrčkov in bomo kar šli na povzetek 4. epizode, ki, tako kot zmeraj, ga prepuščam Igorju. Igor? Zgodba se začne z enim pač flashbackom, in sicer vidimo Isaaca Dixona, ki ga igra vedno izjemen Jeffrey Wright. In on je eden poveljnik Fedre, peljajo se na neko akcijo. Fedro smo mi poslovenili v vzmetnico, če prav vidim. Ja. Imajo fantje v temu vojaškem vozilu debato o teh serafinih oziroma scars, kot jim pravijo, in o pač nasplošno stanju, kjer ugotovimo, da tele so pač kar malo fašistični, uživajo v svoji avtoritarni moči, in potem se ustavijo in izkaže se, da Isaac je v bistvu Wolf in jih je pripeljal v past in jih vse pobije razen enega. In potem smo v sedanjosti, kjer pa vidimo, da tudi on ni glih več posebej nice guy in muči in razlaga o kuhi enemu človeku, ki pa mu ne pove nič, razen tega, da vsak dan vsaj eden od vaših prebegne k nam, pa noben od naših še ni nikoli prebegnil k vam, tako da boste zgubili. Potem creepy, disturbing začetku gledamo pa love story Ellie in Dino, ki raziskujeta Seattle in greta v record store. Ja, in potem je še malo akcije in potem imamo še sceno se rešita pred zombiji in se lupčkata. In ugotovita, da se ljubita, in ona ugotovi, da je noseča Dina in ji pove to, in bosta skupaj imeli otroka, in vse skupaj je tako idealistično, samo čakaš, kdo bo umrl ali pa bil ugrabljen. Ampak do konca sforamo, brez da bi se to zgodilo, in vidimo pa, da je res naštala.
tele serafiti niso eni pacifisti, tako smo videli v prejšnji epizodi vsi, nekateri med njimi so kar hardcore in v Seattlu je vojna. Super, kako se vam je zdela tale epizoda? Zdaj smo že preboleli Joelovo smrt, ampak smo na poti maščevanja. Smo preživeli, mogoče smo še prezgodaj šli, ali ko, ne vem. Internet še kar bdi nad hladnim, pikseliranim truplom Joela. Mislim, ja. Meni se zdi, da smo čist v redu, jaz bi samo rad, da se oni dve rešita in živita srečno do konca svojih dni. Ziher se bo to zgodilo. Meni je epizoda bila všeč. Moram reči, da mogoče pa par minut se mi je zdelo mičkano filera, ampak tako sem enemu od naših poslušalcev ali pa spremljevalcev na Discordu že povedal, da pač do zdaj nič ni bilo takega, kar bi bilo odvečnega za to adaptacijo, ki jo gledamo, ne, za ta drama, ki je tlele predstavljena. Ne. Enostavno za te teme, like in zaplet, ki ga imamo pred sabo, rabiš določeno minutažo in do zdaj mislim, da je bilo to izvrstno narejeno, pa izvrstno implementirano. Tudi tale zgodba Isaaca, ne, ki v igri ni predstavljena, ne. Isaaca v igri v bistvu vidimo trikrat skozi perspektivo Abby. Nikoli ni samostojen bad guy, je nekako v bistvu bolj stranski lik. Tlele je pa povzdignjen in mislim, da zelo kompetentno na glavnega antagonista tele sezone. Edino, kar bi lahko tukaj dal nekega odvečnega mesa, je mogoče res minuta, dve. Kakšne, ne vem, minutaže, ampak to. Vse ostalo je pa popolnoma na mestu. Od aha komada in trenutka, ki je bil zelo čustven in izjemno izpeljan, predvsem preko oči Dine, no, mislim, da ta zaljubljenost, ki jo tamle zliva v ekran noter, je neverjetna, no, ta prav izjemna igra bila izpeljana, pa prav do vse te surovosti, boja, ki so se ga šli v Seattlu, pa potem bega pred okuženimi, ne, pred gljivo zombiji. Vse to je bilo v bistvu izjemno izpeljano. Tako meni je bila epizoda ful všeč. Ja, mislim, meni se tudi ni zdelo niti malo odveč. Mislim, da rabiš tukaj resno to romanco, zato da bomo lahko čutili z njima, ko bodo srečno preživeli čez 10 minut. Ne, kar bolj to. Ampak kar mi je pa bilo še posebej všeč, pa so te momenti, ki so vzeti iz igre. Ko grejo prek vlaka, ko grejo spodaj povsod, ko so v pisarnah pa teh placih, kak je osvetljena tam, kjer preživita noč. Te scene so identične v igri, prav to mi je hecno, ker pri nobeni drugi adaptaciji nisem imel ideje, da zdaj, če bi držal kontroler v roki, kak bi spravil jih gor na streho, kjer gumbe moraš stisniti, ne? In mi je pa hecno, da mi ni moteče to, ne? Spominja me na to, ko če gledaš adaptacijo stripa, pa vidiš tiste panele, kak si sledijo, ne? Malo tak, no. Ja, šteka, ja. Kak se pa tebi ta vidik zdaj umita? Meni je v bistvu zanimivo, koliko je isto pa poznano, hkrati pa zelo sveže. Ene perspektive so tu zelo zasukane, pa hkrati organsko upeljano noter, zato da so mi nove in zanimive, ne. Naprimer, nekdo na internetu je zelo lucidno opazil, da v bistvu moment horde okuženih, ki letijo proti njima dvema, je v bistvu zelo drugačen vibe kot pa v špilu, kjer si zaklenjen v perspektivo lika, ki ga igraš. In v bistvu nikoli nimaš občutka prostora ali pa razsežnosti ali pa mnogoštevilnosti teh okuženih, ki napadajo določene like, ne. Tle pa si v bistvu kao filmski jezik si pa lahko vzame odmik in skoči na drug konec sobe ali pa v perspektivo okuženih ali pa kakorkoli in v bistvu vso to napetost gradijo lahko zelo drugače. Ne? Vem, da pač v igri je to, da kontroler držiš, pa se treseš v temi, pa kontroler se trese, pa slušalke ti nabijajo, je zelo drugačen suspens, kot pa ga imaš tukaj in oboje je sveže, zanimivo in super. Tako da ja, strinjam se s tabo, da je v bistvu
je nekega gejma noter, pa gejmeri bojo prepoznali, naprimer, ko Eli štihne tistega vojaka v vrat, je ta značilen killing move iz špila, ne? To je do zdaj ga nismo videli. Vse te luči, snopi iz mitraljezov in pušk, ki raziskujejo po prostoru, je zelo nekaj tistega iz iger, ne? Ampak zelo organsko opeljano, brez da bi te podcenjeval ali pa preveč razlagal, pač je tam in super je noter umeščeno. Ne? Ja. Ne, meni enostavno še izboljša doživetje serije, namesto da bi mi bilo muteče. To mi je nenavadno, hkrati pa mislim, da če nekdo ni igral igre, da s tem čist mu nič ne manjka. No? Ne, definitivno meni nič ne manjka, jaz nisem igral in jaz mislim, da je zelo fino. Meni je bila ta epizoda spet zelo všeč, predvsem po tem, kako z minimalnimi sredstvi karakterizira like. In se mi tukaj zdi, da recimo dostkrat imamo te poglede nazaj, se pravi flashbacke kot neko mašilo, kot neko, ne vem, pač kao spoznamo lik od prej, ampak ne prinese ne vem kaj. Tukaj pa imamo zelo jasno logiko, zakaj imamo ta flashback, kjer dobimo takoj skratka pogled Isaaca Dixona, in njegovo nekako totalno razočaranje nad Fedro, v kateri pač je, ko posluša te vojake, ki dejansko skratka govorijo o volilcih, kot jim temu rečejo. Ironično, ker so jim seveda vzeli volilno pravico in je del neke, vidi se, da je pač del neke avtoritarnega nadzora. In potem nekako razumeš njegovo dejanje, ko skratka pobije te vojake, svoje nekdanje pač zdaj kolege oziroma celo podrejene, jih pobije in prestopi na drugo stran. In je to, kaj je to, ne vem, 5 minut mogoče traja in je takoj dobiš približno, kje je lik in potem 11 let pozneje vidiš, da je ta lik že popolnoma radikaliziran, popolnoma je skratka, ne bo popustil, to je človek, ki lahko nekoga, drugo človeško bitje muči do skrajnosti. In predvsem je bila všeč ta prizor, mislim, grozljiv prizor, seveda mučenja, ki pa ti da tudi to nekako pokazati, da so ti volkovi in ti, se pravi, serafiti, ja, da sta to zdaj pa dve plati istega kovanca. Ne? Obojni so tako prepričani v neko svojo pozitivno vlogo, tako fanatični, da so pripravljeni vse narediti za to. Se pravi, on ima nalogo, da seveda zve, kje bojo ti serafiti, brazgotinci napadli, kje bo njihov naslednji napad in zato bo naredil vse. In ko vidi, da se ta brazgotinec, ki ga ima ujetega, nastavi mu roko, kratka, noč mu ne bo povedal, do konca je fanatičen, ve, da nima kaj z njim početi in ga preprosto streli. Ja, po mojem se je prepoznal. Ja, prepoznal se je, ker je videl, da je pač tako, kot bi verjetno on ravnal, nekako sta v neki pad poziciji bila in je to. Hkrati pa tista, mislim, spet zelo dobro pisanje, zelo dobro napisan ta scenarij, vsta uvod v te ponve v zgodovino tega, ne vem kaj, kuhanja. Juicy ali sočno ali nekaj kuhinjske. Ja, zelo The Bear, feeling sem dobil. Tako da to je, hkrati pa malo smo pa tudi v tej epizodi videli, mislim, da je Igor zadnjič lepo napovedal to seattlesko podzemlje, Igor, o katerem si ti govoril. Mislim, da je bilo v tej epizodi pa res veliko tega dogajanja, tudi pod zemljo in tudi v naslednji, kot smo videli v Rajceru, še bo. No, sej. Mislim, meni, da je ta serija trenutno točno to, kar hočem videti in se veselim naslednje epizode. Mislim, da ta sezona bo zmagovalna. No? Za ljubezen. Okay. Ja, Mito, a si ti to napisal, da so to skratka odlično preneseni dogajalni prostori iz igre? A to si Igor ti? Ja. Skratka, tukaj praviš, da je skratka tudi ta prostor, ker jaz mislim, da tukaj res pa v tej sezoni prostor zelo igra pomembno vlogo. Prejšnji smo imeli skratka te zasnežene pokrajine, kjer smo imeli novo logiko glivozombijev, ki se skrivajo po trupli. Tukaj pa neki počasi mislim, da prihajamo v neko novo logiko, kako so ti zombi znotraj Seattla, znotraj urbanega področja in znotraj nekega
očitno zelo razpredenega podzemlja, o katerem si govoril. Ja, in povsod imajo tele glive, zdaj te miceli, tako da jih sproži, mislim, vse to je že bilo prej, da jih sproži, ampak zdaj res vidimo, kako daleč so razpredeni te miceli in ti kar postaje jasno, da pravzaprav kmalu, če ne bodo nekako ustavili, ne bo točke na planetu, kjer bi bil kdo varen. Meni se tudi zdelo, da vseeno tudi ta karakterizacija obeh naših junakinj, se pravi Dina in Eli, da tako, kot si ti Mito rekel, ni tukaj. Jaz mislim, da ja, mogoče je bila kakšna minuta nekega filerja, ampak vse te minute so porabljene za to, da mi nekako njuno razmerje nekako bolj plastično dobimo, ker do zdaj ga v resnici nismo, razen tistega poljuba na plesu, nismo tako zelo, videli smo razmerje Eli in Joel in tudi Dina in Joel v resnici, ne pa v resnici še toliko Eli in Dina, razen nekega tega zelo akcijskega, zelo pripravljenega na to. Tukaj pa vseeno imamo, mislim, da dobi neka stvar neko logiko in da tudi njuno ljubčkanje, kot temu reče Igor, na koncu dobi neko pač motivacijo in neko logiko, no? Da ni samo sebi namen. Ja, pa tudi zdi se mi, da nastavlja določene izhodišča za, rečemo, zaplet, za akcijo, reakcijo, to, kar je trenutno se zdaj odvilo, ne? Ker v bistvu drugi ponujata nek odgovor ali pa upanje na nekaj, kar bi je po zaključku tega izleta v Seattle, ne, lahko možna prihodnost. Ne. Zdaj, v bistvu Eli je popolnoma prepuščena nekemu maščevanju in mislim, da ni imela plana za naprej, ne, ampak njen vzklik, I'm gonna be a dad, torej foter bom, je tako zelo pozitivno presenečenje za njo in tudi na koncu odločitev, da bi rada sama odkorakala proti beli stavbi, v kateri se nahaja ena izmed Joelovih somorilk, ne, je nakazalo, da je začelo bistveno bolj skrbeti za Dino. Dina, po drugi strani, pa se zna projicirati v neko skupno življenje, v družino, pa hkrati se je po strahu, ki ga je doživela, ne, ko je videla ugriz na Elini roki, ne, da je v bistvu se Eli zalno žrtvovala, njej se je svet zrušil, ker je imela pa že neko projekcijo. Ne. Tako da se mi zdi, da se v bistvu s tem, kako se je v bistvu ta epizoda odvila, ne, za zapletom, ki smo ga preko akcije doživeli, kako so se spostavile njune motivacije pa perspektive, ne, zelo jasno. Temu seveda gre pripisati pisanje, ne, mislim, pisanje je tu poglavitna zadeva. Ne. Moram reči, da v bistvu sem prebral ena par kritik iz moško sfere, ne, tale zelo črnjena beseda, očitno na našem slovenskem spletu, koliko sem zaznal na Facebooku. Lepi ta dva lika skupaj, kot da sta v bistvu isti lik, ne? Kot da v bistvu nimata nobenih značajskih razlik ali kakorkoli in ne moram se globje ne strinjati s to izjavo, kot pač to, ker v bistvu se vidi, da v bistvu imata obe dve zelo različni izhodišči, zelo različni motivaciji, imata pa neke skupne cilje, pa mogoče želja, ampak to še ne naredi lika popolnoma, ne? In moram mislim, prej Eli pa Abby, no? Da sta zelo podobni. Ja, ne pa kot Dina. Pa Eli pa Dina. Ja. Tako da zavrnem to neko res pavšalno kritiko, ki sem jo zaznal, se ne bom ponavljal zopet ime tega youtuberskega, niti ne kritika, ampak pač kulturkempfera. Tako da ja, meni celotna epizoda deluje zelo fino napisana, z nekaj malo v bistvu maščobe, ki bi jo lahko porezal, ampak v bistvu niti ne preveč, ker bi pa bistveno preveč lahko že odzemali, ne, dol potem. Meni je še ena stvar zanimiva v enega od podcastov, ko sem poslušal za prvo epizodo, v bistvu takrat Mezin razloži, da prva, ko tista reakcija onega tipa na plesu, ko se prvič poljubita, homofobna, da je to zato, ker so ti ljudje kulturno obtičali v letu 2003, ko je bilo to še manj sprejemljivo. In mislim, da tukaj v tej epizodi zelo dobro ponovi to, ko pove, kaj je mama rekla. Ne? Da je rekla, da so ji všeč punce in fanti, pa je rekla mama, ne, fanti so ti všeč. In mislim, da spet ful vredo pač to poudari, da je to na določenih točkah, kje se je ta svet nehal razvijati, kar pač je bilo treba preživeti in ni placa za druge stvari. Ne? Ja, čeprav.
Krati so pa tudi mladi, imajo pač manjko nekega zgodovinskega spomina, ker seveda, če jim nihče ni povedal nekatere stvari, tako da vidimo to zelo meni res duhovit prizor, ko prijahate v Seattle in gledate, kaj so vse te klinčeve maurične zastave na vsakem vogalu in pol se odločite, da to pomeni, da so bili v Seattlu doma optimisti. In jaz sem res prepričan, da LGBTQ plus skupnost, če kaj druge, če kaj so jaz mislim, da zelo, zelo optimisti. Tako da se mi je zdelo ena taka lepa, lep način, hkrati pa tudi spet tako, postavi junakini, ki pač ne veste kaj dosti o tem oboju za pravice istospolnih, oboju za pravice nebinarnih, karkoli pač tukaj gremo. Ne veste kaj dosti o tem, sta postavljeni res v nek trenutek, ko morate sami odkriti, kaj si želita in kje hočeta biti, in ta pogovor, ki ga imata po pač njunem ljubčkanju, se mi zdi, da je zelo pač prikaže točno to, da je pravzaprav, da morata sami odkriti, kaj zdaj to pomeni. Ne? Če boste imeli otroka, ta otrok je od Jessija, oni dve sta skupaj, kako zdaj te vloge, kaj se tukaj pravzaprav dogaja. In tukaj verjamem, da bomo še nekaj stvari videli, hkrati pa domnevam, da se tu ustvarja neka podlaga med tem, ker vemo, da je tudi Ellie ima malo te Joelevega zaščitništva in jaz mislim, da tukaj bo Dina zelo težko skozi prišla, da ji bo ves čas sledila v nevarnost, ker že takoj sta imeli tukaj ne bomo rekli, da ravno konflikt, ampak neko zanimivo seveda, ker zdaj se seveda Ellina perspektiva obrnila. Dina je enoseča, Dina ne odgovarja samo zase. In tukaj je zdaj vprašanje, ali ona še naprej sledi v nevarnost v resnici. Zelo glede teh LGBT vprašanj se mi je zdelo zanimiva vzporednica z še eno postapokaliptično serijo Station 11, kjer tudi imaš to, da mladi so, mislim, to pa tudi zato, ker pač te glavne junake, ki jih spremljamo tam, oni potujejo in imajo zelo živahno življenje in imajo ljubimce na določenih postajah, hkrati pa imajo medsebojna razmerja, ki so z obema spoloma, ker so tudi prek tega, ker pač je bilo treba preživeli so, zdaj pa pač gremo na novo svet ustvariti. Ja, pa ne pozabi, da v Shakespeareu moški igrajo ženske. Tako da, gled, of course. Shakespeare je bil zmeraj precej nebinaren. Ojoj, kako zdaj jezim moško sfero, ampak nisem hotel tega. Ko jim bo kdo razložil za stare Grke, bojo čisto frapirani. Eno vzporednico sem hotel izpostaviti, ki se jo, pa vem, da meni ni polemična, verjamem pa, da mogoče komu je, ki pa se jo ustvarjalci serije malo izogibajo in to je izraelsko-palestinski konflikt, ki ga v bistvu tlele zarisujejo. Zdaj, Neil Druckmann je Izraelc, ki ima izkušnjo odraščanja na Zahodnem bregu. Mislim, da ne izpostavlja pro-kontra argumenta tle, ampak neko sliko, kjer se maščevanje raztaplja v letih nasilja, torej v vzrokih in posledicah, v bistvu kao o tem, da niso ne eni good guy, ne drugi, da niso, da se vse to zgublja v tem valu nasilja. Pač, to je zelo taka politično korektna perspektiva, rečemo temu. Pa moram reči, da sami je ne izpostavljajo, se izogibajo, ampak ne morem pa mimo tega, da v bistvu res tle vidimo nek pogled ustvarjalca, ki gleda na fundamentalne verske fanatike, pa neko militarizirano silo, ki obljublja varnost določeni skupnosti na nekem zamejenem območju. V bistvu vzporednice so skoraj smešno ilustrativne. Ja, ampak hkrati je pa še ena ful pomembna scena in to je, da Isaac razstreli svoje avtoritarne fašistične kolege. Meni se zdijo tele še bolj metafora za IDF in tudi trumpovske milice, ki se pojavljajo v ZDA, kot pa se mi zdijo potem volkovi.
basically pač je, da ko so tvoji sodelavci ali pa sodržavljani, če hočeš, ljudje, ki menijo, da državljani nimajo nobenih pravic, ki odkrito uživajo v svoji avtoritativni vlogi v tem, da izražajo moč nad nekom, potem se z takih ljudi ne da spraviti vred, rečemo temu, ne da se jih prepričati, ne da se jih konvertirati kakorkoli, da se jih samo še razstreliti. In mislim, da je to tisto, kar se pač trenutno da z IDF-om narediti. Isto, kar se je dalo narediti z fašisti in nacisti, ker to, kam daleč so prišle te stvari, ni več nekaj, kjer bomo rekli, sorry. A se vam zdi, da v bistvu, zakaj sem se koncentriral bolj na Wolfe pa na Scarse, ker je v bistvu ta konflikt zastavljen v igrah tudi, ne? V bistvu nekaj, kar je prinesel, kar je adaptiral, no? To ne vem, koliko se je tu lahko ognil tega, ne? A se vam zdi, vsaj za zdaj, to malo preveč na nos, ali je sploh bilo očitno, ali sem mogoče samo jaz tukaj preveč občutljiv? Ne vem, če je preveč na nos, jaz mislim, da je logična tudi ta interpretacija. Hkrati pa jaz mislim, da vseeno distopije pogosto pregavajo te konflikte med neko militarizacijo, med neko družbo nadzora in na tem, da pravzaprav nekdo skuša preživeti s pomočjo religije. Ne? Tudi The Walking Dead so imeli par nekih ločin in nekih skratka verjeti, tudi zdaj v teh raznih odvodih, ki jih imajo. Tako da jaz ne bi rekel, da je to zdaj tako zelo na nos. Jaz mislim, da če ne nočeš videti tega ali pa ne vidiš tega, potem niti ne vidiš tega. No? Ne bi rekel, da je tako, ker mene recimo prav nič ni to zmotilo. No? Rekel, no? Tako da... Ne, samo moram poudariti, ni bil to za kamen spotike za me. Ne? To je pač neko branje, kot v bistvu Druckmann je zelo tih pri svojih političnih izrazih, ali kakorkoli, ne, se izogiba. Ne? Zdaj ne vem, je to plus ali minus, to ne si folk samo ceni. Moram reči, da v bistvu, ko berem delo, ne, se mi je zdelo, da pač je to en level branja, ki ga lahko tukaj umestim noter. In se mi zdi, da mogoče bi se splačalo to poudariti, glede na to, da imamo prvič izrazit konflikt med dvema takšnima skupinama. No. Ker do zdaj prva sezona je v bistvu, bi lahko nekako rekel, kontrastira s tem, da je bila bolj road movie, ne, ki gre skozi apokaliptično pokrajino. Tukaj pa se zdaj lotimo konflikta na zamajenem območju, ki pa ima lahko tudi zelo jasne korelacije z današnjim svetom. No. Ja, ampak se tudi z mnogimi v preteklosti, ne? Mislim, Severna Irska v 80-ih ali pa... Se vem, zdaj lahko naštevamo Druckmanna sem izpostavil, zato ker pač... je odraščal tam. Ja, sam to, ja. Ok, kako se vam pa zdel... A sta razočarana, ker ni bilo Pearl Jama uporabljenega tokrat? Ne. Jaz mislim, da so bili čist na mestu, oziroma ta komad. Drugače je Druckmann tudi poslal posnetek Eli, kitaristu od Polo v Aktar Savoyu, ki je bil pa je po njegovih besedah ganjen. In tudi meni, jaz moram reči, da nisem vedel, da Bela Ramsey zna... moram priznati, in da je zelo, zelo, tudi meni je bil ta prizor med ljubšimi od njenega petja, pa tako, ko si ti rekel, do skratka Dininega zaljubljenega pogleda, ker tam ti je pa že jasno, da skratka tisto, kar ste se pogovarjali v šotoru v prejšnji epizodi, da tisti poljub ni nič pomenil, da to absolutno ni res. Saj ste bili čist najstnici. Drugače, jaz imam eno zelo bizarno trivijo, ki je nihče ne pričakuje. Band, ne? Oni so full fani električnih avtov, ampak že odvedno. In oni so imeli katrco Renault 4, ki so jo predelali na elektriko in so se vozili gor pa dol po Norveški in lobirali med ljudmi, da so potem pač basically
sprejeli zakonodajo, ki je bila prijazna do električnih avtomobilov tak v 90-ih že. In to se je stopnjevalo, ta zakonodaja, in danes ima Norveška, mislim, da ne vem, več kot 2/3 ali več kot 3/4 celo avtomobilov, ki se tam proda, je električnih. Imajo čisto infrastrukturo zrihtano, subvencije, to je tako, da električni oziroma dodatni davki na bencinske avte, tako da primerljiv električni pa bencinski avto je bencinski, mislim, da je 40% dražji. Super, 30 mogoče. Aplaudiram družbi, ki je financirana skoraj izključno od nafte. Ja. In temu, da en pop band dejansko so zakon, nekaj. Ja. Mislim, si predstavljaš, kaj bi pop dizajn lahko dosegli pri nas, če bi se spravili. Mislim, za to pomagati, kaj smo že poslali na Eurovizijo. Ja, Vili je bil, kaj najme bogovi uslišajo, jaz mislim, da ni bolj slovenskega vzklika kot to. Moram reči, da v bistvu so lirike bile zelo dobro upete v dogajanje, ki je okrog tega zapletanja njunega, torej razmerje, Take on me, I will be gone in a day or two, mislim, tako zelo sočno, zelo na mesto. No. Imam pa še jaz eno trivijo. Bella Ramsey se je naučila kitaro, mislim, da že nekaj časa ve, ne? Je pa za potrebe serije Pedro Pascala naučila kitaro, zato da lahko lik Joela uči Bello kitaro. Ker imamo v trailerih sta opazila, da se Joel še bo pojavil ena parkrat, kitaro preda neki, tako da v bistvu to je tudi njegova obljuba iz prve sezone, da jo bo naučil. No. Tako da to je ena mala trivija, da pač, nekako, ne vem, kako se temu reče. Ritmska tautologija, I guess, ali pa. No, pa blago tistim vrečicam, ki jih dajejo k produktom, ki skratka skrbijo tako, da razvlažijo stvari. Jaz moram priznati, da tudi mene razveselilo. Drugač pa, če ste že začeli s trivijami, bom še jaz eno povedal. Skratka, do zdaj nismo menjali še enega lika, ki potuje z Ellie in Dino, in to je njun kon. Konjo je drugače ime Jazzway in je predtem nastopil v seriji The 100, se pravi že v eni postapokaliptični distopični seriji in v filmu Jurassic World Dominion, tako da je tudi izkušen igralec med drugim. No? Super. Zato je tako good, zato je tako priden fant in tam lepo počaka. In pa še to, seveda, mi to, zdaj ne vem, ali je to bilo v igri ali kako, ampak super si skratka uganil, kaj se bo zgodilo. Ne? Skratka, Ellie je bila ugriznjena in Dina je bila v dvomu, kaj zdaj pač narediti, a jo pač bi jo morala umoriti. Ja. V igri gre to skozi področje, kjer so odgliv spore in Ellie se maska prebode, si jo sname dol, zato ker ni mogla drugače preživeti, ker bežita pred gljivo zombiji. In Dina, seveda v igri pač kao pride do istega zaključka, ti si okužena, ti boš umrla in levo desno in morata tako skoziti. Tako da, malo sem pozabil že na to, ampak iz konteksta sem se potem spomnil, da pač mora biti nekako, in mi je všeč, kako so tle rešili, da se ona žrtvuje za ono, da nastavi roko in ta sandvič gljivo zombijo, ki skoči iz teme. Pa da potem tudi obrazloži za nazaj malo, kaj si je naredila, zakaj skriva in tako naprej. Tako da mislim, da je to bilo super izpeljano. No. Tudi jaz mislim, da to je bil tudi zelo dober moment, hkrati doda seveda temu totalnemu olajšanju, ki ga je potem imata, ker seveda mislim, Dina misli, da bo Ellie umrla in tako naprej. In potem je tudi to njuno ljubljenje še dost bolj ima neko tako odrešilno vnemo. Tako, rečemo temu tako. Skratka, ste si pogledala Rajcer za naslednjo epizodo? Sem jaz se reče pustim presenetiti. Jaz sem pa moram reči, da sem zelo zmeden, ker sploh ne znam komu umestiti. Tako da ne vem, kaj se je zgodilo. Zdaj, mislim, da se dogajanje zopet preseli nazaj pod zemlje, obljubljajo, mislim, da je to neki špilo, da se bojo tla napihnila. To je en stavek, to je tudi ena stvar špila, pa nočem spoilati. Eni zdaj pravijo, da se bo mogoče, omenil se en lik Red Kinga, če vas zanima, pejte pogledati, jaz še vedno dvomim, da bojo šli narediti ta nek lik.
To bi naj bil en izmed nekih variant glivo zombija, ki je bistveno bolj ogabna in napredna, kakorkoli meni se bi zdelo škoda, da to opelješ, ker ne rabiš tega. Ampak ne vem. Videl sem tudi par novih igralcev, tako da ne vem, kako se bo to v bistvu razpletlo naprej. Zna pa biti tudi, da bojo mogoče že začeli stapljati perspektivo z Abby, ali pa tudi ne vem. Kaj pa ti misliš? Na eni točki rabimo več Abby, vsekako. Ja, čeprav jaz imam tudi eno teorijo, ker ta sezona ima še zgolj 3 dele. Ne? Zna biti, da bojo v bistvu perspektivo od Abby zalučali v 3. sezono, kar ni narobe, bo pa zanimiv eksperiment. Ali pa v zadnjo epizodo, misliš, da ne bi šli, da bi potem v zadnji epizodi? V bistvu Abby ima ravno toliko zanimivih dogodivščin pa likov, ki jih upelje noter, ne, kot jih Ellie. Ne. In v bistvu, zdaj ne vem, to je ful dobro, to bo zanimivo videti, ker v bistvu backlash, ki je bil zaradi strukture igre, zaradi teh 2 perspektiv, ki sta bile zgrajeni na ta način, ogromen. In v bistvu to, kaj je zdaj... Tako, ko se folk zdaj pizdaka na Rotten Tomatoesih, da v bistvu je ocena gledalcev bistveno padla, je točno isto kot pri igri. Ko več Joela ni bilo prisotnega v igri, je v bistvu to za igralce postalo bistveno bolj polemičen izdelek. Tle pa zdaj ne vem, ali bojo se odzvali na to, nekako se bojo odzvali, zdaj pa ne vem, kako. Ne vem. Ja, definitivno bomo videli, kaj bo. Kako razumem, itak 3. sezona bo, pa če nimajo naprej zgodbe, mislim, če sta itak samo 2 špila, potem bojo mogoče tole itak raztegli na 3 sezone to zgodbo. Definitivno. Tretja je že napovedana. Tretja, jaz se poznam, fulno moram spoilati, ampak struktura zgodbe ima v bistvu, rečemo, 2 vrha pa 2 epiloga, rečemo temu. Ne? In komod si predstavljam, da zamakne v 3. sezono del tega. Ne? Ker, dramski trikotnik bi se tam oziroma 5-kotnik, kakorkoli, bi se komod tam potem lahko razvil do konca naprej. Ne vem pa, koliko je to zadovoljivo za gledalce. V bistvu zdaj vem, da tu v 2. delu si že ubil glavnega nosilca tvoje serije, zdaj pa kaj boš delal naprej, že to je dovolj drzno. Bella Ramsey, jaz mislim, da komod zdrži pozornost, pritisk in ima acting chopse, ali kako bomo temu rekli, pač, da nosi serijo naprej. Vprašanje pa je, a ima to Abby, oziroma igralka, ki fura Abby. Mislim, da ja. Jaz mislim, da ja. Pole se vam vprašanje še strukture pa zgodbe, koliko se bojo vesto držali. Kratka, obeta se nam še zanimive zadnje 3 epizode serije. Mi jo bomo spremljali še naprej v naših kratkih odzivih, ali kako bi človek temu rekel. Ja, rečemo tako. Skratka, poslušajte še nas naprej. Povejte nam, kakšni so bili kaj vaši vtisi. Povejte nam to na Discordu, na Facebooku, na Instagramu, na Blue Skyju, ali če ne gre drugače, tudi na X-u, ali pa nas ne govorite med plavanjem do trgovine. In če boste preživeli do takrat, se seveda poslušamo znova naslednji teden. Pa. Take me on. I'll be gone in a day or two. Bye!